Fantasy. Radio Fantasy. Enrique Iglesias je bil tole in Duel El Corazon, pol je ura, 9:30 in danes z velikim veseljem in počaščen sem, da lahko pozdravijo v najnem etru in v studiu našega novega župana, Matija Kovač. Lepo zdrav, dobro jutro. Dobro jutro vama in dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Fantasy. Čestitke. Ja, hvala lepa. Vidva kar, jaz grem sam čaj skuhati. Ja, ok, malo na slabem glasu, ne? Tudi to je zdaj. Ja, tak čas je v letu, da tudi kak prehlad pride, ampak bomo to prebrodili, sem prepričan. Ja, je kar neki virus, jaz sem slišal v zadnjem času, tako da, ja, kdaj nastopi nova funkcija? Ni še zdaj čist? Uradno imamo konstitutivno sejo mestnega sveta, na kateri tudi nastopim kot župan v torek 20. Tako da še slab teden dni in sem na svobodi. Pa se pa začne zares. Tako ja. Ja, zdaj se začne pa jutranje vstajanje ob 4 zjutraj, ker bo najprej telovadba, pisarno bo treba dobro, si arhitekt, pri pisarni bo že naredil svoje. Ja, pa tudi dela smo navajeni, tako da tu jaz ne vidim težav. No. Selim se za nekaj 100 metrov iz prejšnje pisarne, ki sem imel v razvojnem centru, zdaj na občino, tako da moja dnevna rutina bo verjetno ostala dokaj podobna. Pa tudi samo delo ti je malo znano, ker si bil 8 let svetnik, tako da zdaj 24 let pa nova sprememba. Ko je prišlo do tistega momenta, ko si dobil potrditev, da je to, da ste zmagali, a je bilo vse kaj, je kak krč, ali te je zaščemelo, kaj takega? Ker to le je odgovorna funkcija. Ja, mislim, situacija je bila zelo specifična. Jaz sem zvedel dejansko, da je uspelo, da smo zmagali pred kamero. Takrat me je intervjuval novinar N1, Miha Orešnik in ni bilo časa za neko refleksijo, za neko proslavljanje notranje in potem smo pred kamerami tudi preživeli cel večer naprej, televizijo, tako da tekom večera tudi z vašim mikrofonom. Tako da do naslednjega jutra v bistvu nisem imel časa se zavedati, kaj se je zgodilo. Moram pa reči, da sem se zbudil v enem takem zelo mirnem, sproščenem vzdušju, brez neke evforije in takoj z vizijo, kaj so naslednji koraki. Tu sem se sam sebe nekoliko presenetil. Aha. Ja, zdaj, mislim, se pozna na slabem glasu, je tako, da ni imel takoj čas za fešto, ne? Tako da se je malo zavleklo fešto. Viroze so se skoraj. Ja, zdaj so viroze, dejno. Nekdo mora biti kriv. Podmazati je treba grlo v vsakem primeru, sploh pa pač po takšni zmagi. Saj veste, vsak cikl, vsak projekt ima faze, od priprave do izvedbe trdega dela, uspeha ali pa neuspeha in vsako tako zadevo je treba tudi primerno proslaviti. Ne? Se strinjam. No in ko smo rekli zdaj o fazi, ne? Začeli ste uradno 19. avgusta, lahko rečem v kratkih rokavih, končali v bundah. Ja, no, smo si kar vzeli nekaj časa za tole obdobje kampanje, bom rekel, ja. Ja, pridni ste bili. Zdaj, še ena stvar. Tebe je na nek način tudi vedno smo te povezovali s triciklom. Ja, absolutno. To je bila ena izmed simbolov te naše kampanje. Kar povej. Ja, mislim, ideja, na kak način skomunicirati z ljudmi to, kar mi želimo početi v mestu, na kak način se tudi kot predstavnik mlajše generacije želim na taki politični funkciji udejstvovati, je vsekakor čim bolj v stiku z občani in občankami, čim več na terenu, dejansko v stiku s problemi, ki so. In ta tricikl je glede na to, da je to kar eno tako močno prevozno sredstvo z debelimi gumami, ki tudi tam tiste manj prehodne terene v naši občini zmore, je zelo dobro pomagal, da smo segli praktično do vsakega konca celjske občine. Čakaj, zdaj treba pa pogledati, da je kaj na treniru. Lahko stavim pri triciklu, mišice. Mišice. Ja. Pa nekaj malega mano. Pogačar, Roglič, ne? Ja, zdaj, da so bile priprave. Ja, Tour de France. Jaz ne vem, ali je bilo to kolo krivo, ampak kar nekaj kilogramov sem v tem času zgubil. Mislim, da kondicija pa sicer je kar dobra. No, na teden pred volitvami sem si še en resen muskelfiber pridelal, ko sem šel na tek zimsko gorsko-pohodniške lige, tako da sem par dni potem malo težje hodil po mestu. Matija, še ena stvar pri tem triciklu. Jaz sem opazil, super prevozno sredstvo, unikatno, ampak bremz nima. Na torpedo bremza. Seveda, na nogo. Je bila pa tudi ena zanimiva situacija, ko smo šli k ekološkemu kmetu Habjanu v Zagrad po jabolka. Tega je bilo, mislim, da nekaj čez 20 kil na triciklu.
tam je kar strm breg in ko sem se dol spuščal, kolega, ki je bil z mano, pravi, Matija, tebi se neki kadijo vzad, jaz zabuham von po sklopki, v bistvu ta torpedo kom izdržal, tako da smo že bili na meji, ampak vse je prenesel. Sistem zaviranja kot pri ponju tudi, ne? Tako, enako. Ja. Elej, to je zdaj tak, ne. Moj foter pravi, deco buši gume, ne. Matija Kovač pa kuri bremze. Ja, torej, podobno kot če bi šel na Vršič, ne? Ko grejo spolni gor, pa ko se dol spuščajo gor, ni toliko težko, čeprav je ful za je, ne? Ampak dol je še pa teže. Nisem še poskusil, ne vem, če bi zmogel. Lahko greš pa s triciklom probat. Mogoče kar z biciklom, pa za začetek. Ga pa vsekakor posodim na testno vožnjo, da vidite. No, Ja, probite. Veš kaj, jaz imam za tebe en izziv, dorekla ga bova pa po komadu. Jo, super, Matija Kovač, novi župan mestne občine Celje je z nama, tako da bo tudi pomirano Rudano. Veseli december v družbi Radia Fantasy. Same dobre vibracije. Miran Rudan na božično noč, 9:30. In Kaj? featuring Šuši. Futuring Šuši, ja. Matija Kovač je z nama, takoj se pogovarjamo, samo da preverimo, kaj dogaja na cesti. Ja, policijsko kontrolo ste opazili na izvozu Žalec Arja vas, meri pa vašo hitrost v smeri proti Celju. Še vedno je tovorno vozilo v okvari v Pristovi pri Dobrni, zato tudi tam, kar se da previdno, da ne pride do naleta. Če pa imate še kakršnokoli informacijo iz cest, pa to sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 1878. Ostajava pri nekih številkah, kako je z vremenom. Vreme je oblačno, ampak do sobote bomo vreme uredili. Trenutno imamo zunaj -2 stopinji Celzija, tekom dneva pa jih namerimo do 3 v plusu. Nehajte odlagati smeti povsod. Zemlja ni vaš koš za smeti. Kliknite na symbio.si, preverite, kako in kje se pravilno ločuje, ter poskrbite za lepo in varno okolje. Nadaljujemo pa z dobro novico. Na vrsti so same dobre vibracije na Radiu Fantasy v sodelovanju z družbo Symbio v simbiozi z okoljem. Vibracije bomo malo počakali, ker imava Mitjo Kovača v studiu. Matija Kovač, ne, ker se zdaj... Ne, veš kaj, Broško sem jaz zdaj tvoje v mislih. Ne? Vsak je svoje sreče Kovač. Pa vem, da smo mi včasih dolgo nazaj to govorili za Tinkaro Kovač. Vsak je svoje Tinkare Kovač. Ne? No tako, jaz sem pa tudi do te ideje prišel. Že kar pred leti je ena kolegica rekla, vsak je svoje Matija Kovač, pa smo rekli, dobro, bomo malo to preoblikovali, ampak ja, ta slogan je kar vmes nekako prišel. Niti ni bil ideja, da bi bil kampanjski glavni slogan, ampak se je zelo prijel, tako da smo potem tudi te broške, svičnike s tem potiskali in se je to nekako razširilo. Pa mislim, da je pomenljiv slogan sicer zelo v smislu volitev, ne drži pa vedno. Ne? Jaz mislim, da ravno skupnost je tista, ki pogosto mora pomagati komu, ki pa ni svoje sreče Kovač. Tako da se moramo zavedati in zrnom soli tole imati. No, se vidiš, tudi midva sva recimo v paru, ne? Tudi on brez mene ne more, pa nima sreče brez mene, jaz pa... Je le, si tudi sam župan ni nič, ne? Tako. Ja. A ne? Ni vsaka floskola vedno resnična, ne? Tako da dajmo se poslušati. Tako, ja, kot pravim, ni samo župan ena figura, ne more nič, ne, brez... Ampak, glede na to, da župan ima močne noge, ne? Nimaš močnih rok, tako kot pravijo mi dva. Ja, zdaj pa imam jaz za tebe en izziv, Matija. Glede na to, da rad kolesariš oziroma se voziš s kolesom, saj to si zdaj pač počel. Sicer, ok, glede na vreme bo mogoče potrebno malo počakati. Ampak mi imamo za tebe kolo, ki je v bistvu steper. Se pravi, nima zica, ampak je steper na 2 kolesih. Rada bi jaz tebe videla. Najprej tricikl, zdaj greš pa na steper. Sej veš, da boš imel močne noge, pa lepo rita, koliko je že bilo. Ja, midva, ne. Pa gre to tudi po terenu ali sam znotraj prostora? Ne, dejansko gre to tudi po terenu. Kolo brez zica. Pa počakajmo, da led spusti, pa gremo na teren. Tako da bomo kar določili datum marca, ko bo lep vreme, 17. marca čuje tako lep datum. Matija, jaz ti sam se gorja vrni nazaj, ne, ona tudi proba pol to. Ja, vse gremo skupaj, ne? Ja, absolutno. Vsak bo pokazal. Demonstracijo rabim. Tako. Ne morem jaz kar tako. Noben problem, jaz sem natrenirana. Demonstracijo. Ja. Se bomo prej režali še komu drugemu. Sicer bomo nabavili tudi ščitnike. Aha. Ja, super. Zdaj, gimnazija Celje center, ne? Ne. Jaz sem hodil na prvo gimnazijo v Celju. Kajuh. Pa se nisem mislil, da si tja hodil, ne? Ampak povezavo iščem, ker Gregor Deleja, ne? In skupina LPS.
Ja. Tu iščem zdaj povezavo, ker je mladim treba dati priložnost. Ne? Tako, ja, mislim, da gimnazija Celje Center v zadnjih letih to dokazuje na svetovnem nivoju. Ampak ja, z Gregorjem Delejo sva se spoznala prav na najni prvi gimnaziji. On je tudi dijak te gimnazije bil, no, in je takrat seveda kot že mladi profesor nekako se vrnil na našo gimnazijo, kjer smo mi začeli z enim projektom. Ravno tako nadebudni dijaki 2., 3. letnika smo si želeli narediti musical predstavo Lepotica in zver. Takrat je kolegica Tanja Ravljen do mene pristopila s to idejo in smo poklicali Gregorja, ki je bil aranžer, producent že takrat in je prišel brez zadržkov in nas mentoriral pri tem, da smo takrat en velik uspeh doživeli, in to je v bistvu zelo podobna zgodba, kot se zdaj dogajajo na gimnaziji Center z LPS in vsemi temi zasedbami, ki prihajajo. To so ljudje, ki res znajo najti najboljše v mladih in jih v tistih ključnih momentih podpreti. Jaz Gregorja zaradi tega zelo cenim. Je bilo opaziti, ampak vseeno imam jaz eno vprašanje. Glede na to, da ti ne govoriš samo slovensko. Je res? Res. Govoriš še? Angliško. Pa še? Rusko? Pa še mogoče kaj. Pa še? En konc poliglota imamo povzeti. V bistvu ja. Tako da nekaj časa tudi preživel v bistvu v Rusiji, je res, ne? Ja, jaz sem v osnovno šolo v bistvu po spletu takratnih okoliščin očetove službe šel v 1. razred v Moskvo. Takrat nisem znal niti besede, niti moji starši ne, tako da je bilo kar zanimivo obdobje, ampak potem seveda otrok je kot spužva in se hitro usrka v to okolje. Tako da res lepi spomini, lepa leta, pa še vedno imam kar kaj odnosa z ruskim prostorom. Rusija, srednja šola Benetke, London. Oziroma konc faksa. Tako, ja, dobro. Svetovni človek. A ne da? Kje ti je bilo lepše? Jaz bi rekel mogoče, da sem tu predvsem lokal patriot. Moja značilnost je, da sem se še prepogosto v Celje vračal iz vsake take poti. Tako, vedno me je vleklo v Celje. Tako da, ja, se veste, naša generacija je taka. Tudi možnosti so take, da se da ogromno biti po svetu, potovati, se študijsko izpopolnjevati in večina tudi kar rada kje zunaj ostane. Jaz sem tu precej drugače ves čas gledal. Tako da tudi moja študijska leta v Ljubljani so bila zelo zaznamovana z prisotnostjo v Celju. No, Star slovenski pregovor, ne? Ljubo doma, ne? Kdor ga ima, tako. Absolutno. Zdaj pa pač midva sva imela več domov, koncu gledano, ne? Ampak, eno vprašanje imam, ki ga postavlja Alahka. Je dej. Seveda. Z eno zeleno pijačo je povezan. Kdaj si jo nazadnje pil? Zeleni čaj. Zeleni čaj s priokusom. Ker povej, tako imaš napisano. Ja, v bistvu Miran Grater sprašuje, kdaj si nazadnje pil absint. Očitno neki ve. Ja, očitno sva bila skupaj. Ampak to... to je pa stara. To je pa kar zgodovina, več kot 15 let po moje. Jaz mislim, da sem bil takrat konec srednje šole. Bil en trend, en slovenski estradnik izdeloval en absint brand. Lado Bizovičar je bil takrat. In takrat je bilo to, ja, se je to kupovalo, te zelene flaše z kocko sladkorja in žigalnikom. Ja, zanimiva pijača. Ampak ne promoviramo tega, ne? Absolutno. Ne, sem tam biti tako praviš trend, pa veš, da smo mogli vsi degustirati. Tako, no, ker recimo, a veš, jaz sem imela drug trend, ne? Jaz sem v bistvu hodila skozi Matijatova vrata, samo da nisem šla k njemu gor, ampak sem šla v underground dol, ne? Tam smo se pa zagotovo tudi srečala. V isti klubi. Ja, ta klub je sicer ugasnil, ko sem jaz bil, mislim, da 2. ali pa 3. letnik srednje šole, tako da je bilo eno ozko okno, ampak smo se kar podružili tam, no, takrat. V bistvu mladi Celjani. Isti hodnik so uporabljala, če te gledaš. Do postelje nisem imel daleč. Kak mu vela? Ti pa nisi smela še, ne? Mislim, kaj, pri njemu prespati? Ne, dol id. Veš, da jaz sem lahko še, mal pa sem starejša od No, njega, čeprav mi ne zgleda. Ja, zdaj ti si pri Kristusovih, ne? Točno tam. Točno tam. Ja. Na mladih svet stoji, jaz sem dal kar musko, da ne zaidemo kam. Evo, LPS-ovce bom zavrtal zdaj. LPS-ovci, disko, 10 minut do je ura in znamo tudi še vedno Matija Kovač. Malo vajo moram heca, ker Šuši pol takoj skoči. Matija Kovač, dejansko župan, izvoljen, funkcijsko pa smo rekli, nastopiš 20. Do takrat si še lahko. Si rekla, da ga boš vprašala, če se slučajno premisli? Ja, mislim, kaj če si premisliš?
Ja, nimam tega namena, sicer pa ne vem, nisem preveril postopkov. Mislim, da težko, ne? Zdaj je to, volja ljudstva. In, Mislim, a veš, ker sam ti prevzemaš neko breme, konc koncev, ker vsaka funkcija, ko jo, mislim, tudi ko zamenjaš službo, pač greš nekam na novo, ampak ja. malo te ščemi, malo te seveda. črviči. Ampak pa bi ne kot breme. To je sicer velika odgovornost. No ja, okej, to mogoče ni sem odgovornost, narobe ki bi si jo sam naložil, ampak je v bistvu odgovornost tudi pred skoraj 10,000 ljudmi, ki so se odločili, da me volijo oziroma da se me izberejo na to funkcijo. Ampak jaz sem človek, ki zelo rad sprejema take izzive. Mene to zelo veseli. Jaz nisem kandidiral zato, ker bi me kdo v to silil, ampak zato, ker sam vidim možnosti dela na različnih področjih, ki jih ta funkcija nudi oziroma zahteva, in se tega dela v resnici zelo veselim. Se pravi, od arhitekta do župana. Zdaj, a si kdaj kot otrok želel dejansko biti župan? A veš, pač si gasilc, hočeš biti astronaut. Kdo reče, da bi rad bil župan? Ne, nikoli nisem niti pomislil na politiko. Mene je že to nekako bolj neka angažiranost, ki sem jo skozi študij v te vode prinesla. To je splet okoliščin zadnjih let v bistvu, da sem se znašel v kolesju lokalne politike. Tako da ne, jaz mislim, da kot otrok nisem imel neke izdelane vizije. Sem se pol v srednji šoli nekako usmeril v to, da grem študirati arhitekturo. Pa prvi letnik sem preživel na novinarstvo, tako da tega mogoče ne vejo vsi. Ja. Takrat mi je zmanjkala ena točka na arhitekturo, pa sem imel na drugem mestu novinarstvo in en najslavnejših svetovnih arhitektov, Rem Koolhaas, je v osnovi novinar, pa potem arhitekt in mislim, da je to dobra kombinacija. Vidva sva gledala 10 let star posnetek, ne? Ko si povezoval prireditev, ne? A res? Malo ti je šlo na smeh, ne? Takrat je šlo za koncert Okteta 9. To sem jaz povezoval. Ja. Okay. No, tega se pa ne spomnim. Sračka, rekelc. Okay. Na sej vrk se ni spremenil. Ja. No, malo ti je šlo na smeh, tam pa tudi od zadnji so se smejali, ker si imel take hudomušne. Ja, dobro, no ta spomin je pa zbledel očitno, ampak ja. Ti bomo našli YouTube link, pa ti ga pošljemo. Sicer sem bil ponavadi pri organizaciji prireditev bolj v ozadju, redko na odru. No. Ja, tu si bil povezovalec. Se spremeni, Ja. s časoma. A lahko zdaj jaz njega... Ja, itak imamo zdaj ta kviz, ne, oziroma tiste tvoje Moje vprašanje. hudomušne karte. Evo, da slišimo, da čak malo. Fantazijeve karte skrivnosti. Si upaš? Potegnijo. Evo, zdaj pa Matija. Karto potegneš, jo pokažeš, tako jo potegneš v kamero, zato da pač tako še vidijo ostali. In odgovoriš brez razmisleka. Se pravi, bereš na glas. Važi? Gremo. Tako je strah? Trepetam. Najprej Se ti pokažem. roke kaj trese. Moraš pokazati najprej pokazati, pa bereš. Zdaj si že prebral. Da vidimo, ajde, preberi na glas. Kaj je najbolj divja stvar, ki ste jo kdaj naredili? Spoznal Korošico. Mogoče. Vsekakor ne, ni bila tako divja. Kaj Korošica? Jaz nisem zelo divji človek, no, ampak pa zagotovo je bila kakšna situacija. Težko zdaj odgovorim konkretno. Ja, glede Korošice pa je bilo pa to en zanimiv splet življenjskih okoliščin na enem zanimivem kraju v bistvu. No. Kako sta se spoznala? Ja, moj stric živi v Avstraliji že od otroštva, je tam arhitekt, profesor in moja partnerka, Mojca, sedanja partnerka, je takrat bila kot študentka eno leto študirala v Avstraliji in se je odločila, da ga bo poiskala, ker je znana osebnost in da se mu predstavi. On je povabil en projekt, pa pravi enkrat konc poletja, lej, Matija, jaz bom v Sloveniji oziroma v Benetkah imamo eno razstavo, pojdi z mano, bova malo to pogledala in pridem tja in rekel, lej, tule imam eno Slovenko, se ti z njo družiš, jaz imam pa obveznosti in me pustil z Mojco iz Radlov Dravi, tako. In potem sva pa nekako se čez mesece dobro spoznala in zdaj je tudi Mojca Celjanka. Jo je že v vozu, veš? Ne morem reči, da je to divje in da je to odgovor na to vprašanje, ampak takole smo zapeljali. Eno ti še dam. Enega še morem. No, zdaj pa prav naredil. No, tako. Lahko? Ja, lahko. Katere so najbolj čudne sanje, ki si jih kdaj imel? To so res težka vprašanja za hitre odgovore. Ziher veš. Mislim, jaz vem. Čudne, ne vem.
Jaz v sanjah, že dolgo si želim spet sanjati tiste neke polete, skoke, ki sem jih imel včasih, da dolgi skoki iz strehe na streho, praktično letenje. To so mi sanje, ki si jih najbolj zapomnim in jih imam zelo rad, ampak že nekaj mesecev jih nisem čutil, upam, da pridem nazaj v to atmosfero. Iz strehe na streho. Taki dolgi skoki v drivi, ko praktično poletiš, ampak spet pristaneš in se odrivaš. Zelo To je škratek, ko ima čarobne škorne. No, Samo da on je evo. skakal iz hriba na hrib, Matija skače pa Streha. pač za Jaz arhitekta imam po strehah. Pa po mestu, ja, evo. No. Dam ti še ta zadnjo, ki je ostala. Me mučite s tem, evo takole. Eno Žrebi še. si jo, ne, mislim, ta let je ostala. Lej, to se moraš navaditi, kako to gre. Aha, če bi lahko s časovnim strojem odpotovali v katero leto bi izbrali in zakaj? Časovni stroj. Je rekel, moram narediti šluk, šipkega čaja, pa manj grlo. Ja, Six pack čekor. pa bi šel, mogoče bi pa šel v leto svojega rojstva, 1989, ker me zelo zanima družbena klima takrat. So se pripravljali po celi Evropi eni novi časi, spremembe in bi me zanimalo videti, no, v kak svet sem se rodil, oziroma kaj to pušča potem za naprej. 33 let nazaj. Se pravi, Matija Kovač gre po svojo srečo 33 let nazaj. Ja, le. Zanimivo, ne? Mar kdo bi to zdaj razmišljam, tudi lahko videl, ne? Da vidiš. Čakaj, kdaj je bil Obdobje. Černobil? 86. Ja. No, jaz sem prišla en let kasneje. S Malce posledicami. pozneje. Je nekaj oblak hodil tudi tukaj po Evropi, ja, oziroma nad Evropo. Ja, to je to, evo, to so bila zdaj ta čudna vprašanja, ki jih imaš Šuši na koncu. Ne, tako da. Preveč čudna, no da. Matija Kovač, še enkrat čestitke za izvolitev in pa uspešno županovanje. Ja. 4 leta, zdaj treba nekaj pokazati. 4 leta si naš. Ja. Vsaj 4 leta. Tako, ja, Vsaj jaz se jih veselim in se vam zahvaljujem za čestitke. Upam, da bo v tem času veliko priložnosti za take pogovore in tudi za stike z poslušalkami in poslušalci, občankami in občani. Ne? Ja, dobro. Bravo. To je to. Gremo naprej. Hvala ti za obisk in se vidimo. Srečno. Radio Fantasy. Radio Fantasy.